Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 7. aprila objavila spremembe operativnih programov kohezijske politike v Sloveniji in dala v javno razpravo mesec dni. Glede na to, da se z to problematiko pravzaprav v javnosti ni nihče posebej ukvarjal in ko smo seveda pogledali te spremembe vseh treh operativnih programov, smo v Slovenski ljudski stranki se odločili sklicati izredno sejo odbora za lokalno samoupravo. Namreč te spremembe operativnih programov so pravzaprav napovedale to, kar je se zgodilo že leta 2009, ko je Andreja Jerina z vso vehemenco nasprotovala regionalnim razvojnim programom, torej koriščenju sredstev na regionalni ravni, in sedaj iz teh sprememb se točno vidi, da tako minister Gaspari, seveda predhodno napovedjo tudi državne sekretarke in tudi predsednika vlade ob zadnji obrazložitvi proračuna za 2010 in 2011, jemljejo regionalnim razvojnim projektom cirka 100 milijonov evrov. In sicer 67 milijonov evrov bo šlo za mreženje kulture in 30 milijonov evrov bi torej naj šlo za mrežo urgentnih centrov. To je pa tisto, kar slovenske občine čakajo na tako imenovani 6. razpis, kjer je cirka 80 milijonov evrov še za razpisati in približno 20 milijonov evrov ostankov iz prejšnjih 5 razpisov. To je seveda za regionalni razvoj popolnoma nesprejemljivo in nespodobno. Poglejte, v sami spremembi regionalnih projektov so napisali oceno ustreznosti in med drugim so napisali, da bo izboljšanje fleksibilnosti trga dela ob zagotavljanju torej teh sredstev za ustvarjanje novih delovnih mest. To je sicer dobro, to je že, ampak kaj pa za ohranjanje delovnih mest pri podjetnikih, ki že imajo vpeljane trge, ki imajo torej neke produkte, torej za ohranjanje delovnih mest pa žal ni nič in seveda nujno potrebno bi bilo prav na tem področju spodbuditi, predvsem tudi na demografsko ogroženih področjih. Potem v sami oceni so zapisali, da bo torej še večji pospešek regionalnega razvoja z tako imenovano prav tako se kaže ustrezno v usmeritvi v izboljševanju institucionalne in administrativne usposobljenosti. Kje ste pa videli, da se bo gospodarstvo v tem času dvigovalo na ta način, da bomo institucionalne in administrativno dvigovali torej stroške, tako rekoč stroške dela. Po drugi strani pa danes v Mariboru ukinjajo oddelek SVRL-ja, ki je bil v prejšnjem mandatu ustanovljen tudi zaradi tega, ker po statističnih podatkih bi lahko celotna Slovenija izpadla iz subvencioniranja strani evropskega proračuna glede na razvitost, tako da bi imeli dve regiji, kjer bi seveda definitivno severovzhodna ostala kot nerazvita regija in bi lahko to koristili. Kaj se bo dogajalo v naslednjem obdobju 2013-2020, če ne bomo imeli te službe v Mariboru, ki je tako rekoč priprava za naprej, se seveda postavlja vprašanje oziroma sploh kaj bo z temi sredstvi. No, potem se je seveda pokazalo, tako so zapisali, da je veliko projektov, ki so bili razdrobljeni. Poslušajte, če ne bi imeli teh razdrobljenih projektov, kako bi potem prišli do tistih elementarnih pogojev, da bi sploh lahko razvijali tudi gospodarske subjekte, če seveda ne bi imeli zgrajene infrastrukture in pač to, kar je potrebno za normalni razvoj. Nepojmljivo je, da v času, ko govorimo o nizkoogljičnem
nizkoogljični družbi, o nizkoogljični energiji, ko moramo zmanjševati CO2, da je bilo do danes razpisanih, tako so zapisali v tem poročilu, samo 5% sredstev za tako imenovane odpravljanje negativnih posledic klimatskih razmer. Torej, ni problem v projektih, ker so narejeni, ker jih je veliko, vendar je problem v tem, da država tega ne razpiše. No in postavlja se seveda vprašanje, gledajte, v teh spremembah operativnih programov so zapisali, dali zvezdice zraven, da bodo nekateri projekti končani še leta 2014. Veste, katero leto je 2014? Obdobje 2007-2013 se torej obdobje izteka. In seveda v nevarnosti je, da bodo te silne milijarde enostavno ostale v Bruslu. Če se spomnite, pred letom dni smo opozarjali na problematiko 1 milijarde evrov. Sedaj so sami v tej strategiji zapisali notri, da je tako rekoč vprašljivo 1,8 milijarde evrov, ali bo to izkoriščeno ali ne. Po drugi strani pa imajo neke rezervne projekte, v katerih pa nimajo zveze. To pomeni, da so ti rezervni projekti pripravljeni. Torej, zakaj ne bi šli ti projekti v realizacijo, izkoristimo evropska sredstva, očitno zato, ker prilagajajo te projekte očitno vladna koalicija svojim županom in seveda v glavnem vse je pač podrejeno Ljubljani. Veste, da se je v Ljubljani spremenil zakon, 15 milijonov evrov dodatno, regionalnim torej področju, oziroma vsem občinam izven tega pa sedaj jemljajo 100 milijonov, kar je seveda popolnoma nesprejemljivo in zaradi tega bomo v Slovenski ljudski stranki torej zahtevali izredno sejo odbora, na katerem pač zahtevamo, oziroma smo predlagali nekaj sklepov, kjer zahtevamo enostavno pregled nekaterih stvari, a je tako težko narisati eno tabelo, na kateri imaš 5 diagramov in sicer od razpisanih sredstev do podpisanih pogodb. A je to tako težko narediti, torej zelo malo prostora rabiš, res pa je, da rabiš torej podatke, ki pa so seveda za to vlado očitno izrazito slabi. Namreč problem je v tem, ker enostavno ne dela niti na prvi točki, to je razpiso, kaj šele potem dodeljevanje sredstev, dajanje pogodb in tako dalje. V drugi strani zahtevamo od vlade na odboru za lokalno samoupravo, torej en takšni pregled vseh treh operativnih programov, tako rekoč na eni strani, z podprogrami, kjer bo točno razvidno, iz katerega področja in na katero področje se preseljujejo ti milijoni oziroma ta 4,2 milijarde evrov. Tako, kar bo šlo iz okoljske in prometne infrastrukture, kaj bo šlo iz krepitve regionalnih razvojnih potencialov in seveda, kaj bo šlo iz razvoja človeških virov. No in seveda še posebej na to opozarjamo tudi zato, ker smo že predsedniku vlade postavili v marcu vprašanje na osnovi torej zapisa, ki smo ga dobili strani torej depeše strani Brusla od pač naših diplomatov v Bruslu, kjer so obravnavali koriščenje sredstev Evropske unije prav za našo državo in seveda, kjer je zapisano, da Slovenija zelo slabo v zadnjem času torej koristi evropska sredstva, no in kjer so napisali, kaj bi bilo potrebno narediti. Ena izmed teh točk je, da je bilo potrebno uvediti finančne instrumente za pospešeno črpanje evropskih sredstev. Sedaj pa gremo v spremembe operativnih programov, kar pomeni, da bomo še za leto dni pravzaprav vse skupaj zamaknili, namesto da bi intenzivirali razpise na tistih področjih, kjer so projekti pripravljeni. Lokalnih skupnosti imamo danes pripravljeni za cirka 2,5 milijarde evrov sredstev.